telesa. To je vse pol v proporcijah pride te mere. Sveder je od tle do tle dolžine. Zakaj? Zato, ker jaz to delam, mi pride sveder potem ravno prav visoko, da se jaz lahko s tole roko tle zahaknem v to nogo omaknemo na stran, zato da mi ta roka lahko prosto teče, ko z lokom gonim ta sveder v desko. Gor iz tega spodnjega dela dobite tudi ročaj, si naredite za navrh tega svedra, ampak tam vam ne bom zdaj šel v detalje, ker je to stvar naprednega tečaja, ne osnovnega, ampak naprednega, ker vam samo izdelava kompleta vzame 3 ure. Če bo dosti želel spoznati, bo pač mogel najprej na osnovni tečaj, pa potem na napredni, ker to počnemo. Zato, ker na osnovnem tečaju je vse prej pomembno, kot tisti ogen. Ker znamo recimo s krsilom počkati na druge načine. Ok, nož s palcem. S kamna. Kako naredimo to? Kamen? Imamo kamen. Kaj pa naredim z njim? Vržem ga v drug kamen, tle se boste prosim malo omaknili. Da se razbije. Da se en razbije od teh kamnov. Jamačka se prosim kolegi se omakni. Prav ga zabrišete v ta kamen in se nič ne zgodi. Pa mi bilo, če bi ti zadev. Nisem najbolj zadovoljen. Ni najbolj, ja, no bi šlo. Se pravi, bom pokazal. Če želim, primer, odtrgati eno vejo, dobim to, če nimam noža. Ja? Če imam nož, dobim to tako. Se pravi, s tem ostrim robom zarežem okrog in okrog veje, recimo, da še raste. Ne bom še ena šel uničevati, ker hudi. Prav gremo okrog in okrog do zdravega mesa, dajmo reči, do notara, ne. Pač gre, ne, počasi. Ok, potem zalomimo malo naprej, malo nazaj, gor in dol in dobimo to. Za razliko od to. Wow, lepo. Je razlika? Ja. Je, ne? Se pravi, se da zelo lepo kaj odrezati. Traja krat 3 časa, ne? Ker če imamo nož, namreč če imamo nož, vzamete nož, vedno probate, sicer se da tudi naravnost, ampak je boljše, če sekate pod kotom. Kaj vzamete? Eno baton se reče, eno leseno palco in sekamo gor po nožu in kaj se zgodi? Pak, ne? Dobimo pa to. Lepo. Bi imela, izvoli. Ok? Prejle me je kolega vprašal, zakaj imam toliko nožev. Ni zato, da vam jih lahko pokažem. Da boste vedeli, kakšni noži obstajajo. Sprav, če že tega držim taje, vidite, da je že zelo zmahan, zelo star, zelo, kaj ne rečem, kilometrino ima. Pravi, da je kvaliteten, da še dela. Ja, res je. Enkrat sankat ga še nisem nabrusil. Enkrat sankat. To vidite potem, da je v bistvu tle, ko je serijski. Pomembno, meni je fino, ker je ta del, sprav, ta oblika se imenuje tanto. Kot katana poznate, ne, da ima ta konico. Se pravi, najbolj delovni del noža je ta del, se pravi, najprej se bo ta del skrhal, ker z njim največ sekamo, režemo, a ne? Ta del tukaj pa vedno ostane oster. Če ga ne mečete v tla, pa v kamne pa tako. Se pravi, imate tukaj 2 noža. En, ki je bolj skrhan in en, ki je zelo oster.
Prav tukaj, če imate zelo oster nož, lahko, ne vem, kožo derete dol iz živali, lahko kakšne fine stvari prerežete, lahko, ne vem, kakšne fine stvari delate, ki izrezujete, ki tazga delate. Če imate tle, bom rekel, kako pogledate čez krhan nož, takole proti svetlobi, ponovadi date gor na noht, če se ustavi, oziroma če se ne ustavi, je nos krhan. Zdaj ta, vidite, da je zelo skrhan, da ni po nohtu zdrse naprej. Nikoli ne probavamo tako noža. To je brez veze. Prav date na noht, če se nož ustavi na nohtu, je nabrušen, če vam spodleti, spazite se tazga noža. Zakaj je treba se skrhanih nožev bati? Zato, ker vam spodleti in gre tja, ki vi ne želite. Oster gre pa točno tja, ki vi želite. Je res? In skrhanega noža se res bojite, ker je bolj navaren, kot katerikoli drugi. Kjer nož je pa najboljši? Tisti, ki ga ima sobo. Hvala, kolega. Pravilno odgovor. Res je, tisti, ki ga imate s sabo, se pravi, nož doma na omari, v omari, na steni, bajonet, mačeta, na steni vam nič ne pomaga, če nimate s sabo, ko rabite toga. Drži? In še ena stvar se mi zelo pomembna, da veste, je ta, da je fajn, da ima nož za outdoor, da je enodelen, torej nepreklopni, bom pokazal tudi to, in da ima, bom rekel, ta ščit, da vam roka ne more pobegniti tudi, kadar je mokro, pa spolzko. Že sam grip je dober, da je ta gumijast, a ne da vam roka ne drsi. In pa tudi